Ali je POTS prispeval k temu, da je Mackenzie Shirilla povzročila prometno nesrečo, v kateri sta umrla Dominic Russo in Davion Flanagan? Prebiramo sporočila z Mackenzie Shirilla, da bi ugotovili, ali lahko najdemo kakršnekoli dokaze o tem stanju in kaj so sodišča povedala o tej domnevni diagnozi. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Veste, ko sem snemal to epizodo, sem pogledal podatke in si rekel, moj bog, dan očetov je že skoraj tu. Kam je šel ves ta čas? No, naj vam povem, če iščete popolno darilo za vse očete, spoznajte pametni termometer za meso Chef IQ Sense. To je skrivnost brezskrbnega kuhanja na ravni restauracije. Ne glede na to, ali ste izkušen mojster žara ali pa želite to poletje speči nekaj stejkov, je pametni termometer prava revolucija, saj ne boste več prekuhali mesa. Ni več tistega, mislim, da je morda že pečeno. Ne. Chef IQ vam natančno pove, kdaj je vaše meso pripravljeno na vsakem koraku. Samo vstavite brezžično sondo, izberete svoje nastavitve, se sprostite, počakate na obvestila aplikacije, ne da bi morali stalno stati ob žaru. Deluje tudi s pečicami, dimniki, kuhalnimi ploščami, cvrtniki na vrot zrak in za vse vrste beljakovin. Roast beef, perutničke, losos. Resno, za ta očetovski dan je čas, da dvignete standarde. Brez besedne igre in kuhajte samozavestno. Uporabite kodo Sidebar za 40% popusta na celotno ponudbo na chefik.com. Lonci. Posturalni ortostatski tahikardni sindrom. To je zdravstveno stanje, ki se je pogosto pojavljalo v primeru Mackenzie Shirilla. Primeru, ki je pritegnil pozornost celotne države. Primeru, ki je eksplodiral na družbenih omrežjih. Primeru, o katerem vsi govorijo in primeru, na katerega smo se tukaj v oddaji Sidebar veliko osredotočali. Ampak želim nekoliko bolj raziskati POTS. To je nekaj, za kar si še nismo vzeli časa. In želim to raziskati, ker je bila to obramba, ki jo je predstavila. Zato želim to raziskati v sporočilih med Shirilo. Želim raziskati, kako je bila ta obramba predstavljena na sojenju, ker je na koncu obsojeni morilec to trdil. Prav to stanje je prispevalo k nesreči. Ko je z avtomobilom vozila 100 milj na uro v zid in ubila svoja dva sopotnika. Svojega fanta, Dominica Russa, in njegovega prijatelja, Daviona Flanagana. To se je zgodilo 31. julija 2022. Shirilla je bila na sojenju brez porote spoznana za krivo 4 točk umora, 4 točk hudega napada, 2 točk povzročitve smrtne prometne nesreče iz malomarnosti, 1 točke posedovanja drog in 1 točke posedovanja pripomočkov za kazniva dejanja. Imela je nalogo in jo je izvedla natančno. Naloga je bila smrt. Mackenzie se je sama odločila pritisniti pedal do konca in izsiliti največjo hitrost tega vozila na 90 do 100 milj na uro. Sama je odločila, kaj bo. Mackenzie se je tisti dan odločila, da je smrt njen končni cilj in sama je sprejela to odločitev za Dominika in Daviona ter je vztrajno spraševala, kako bi to lahko dosegla. Ja, dokazi so pokazali, da je držala plin do konca in da ni nikoli poskusila zavirati. Sherry pa je od takrat naprej vztrajala, da se ne spomni, kaj se je zgodilo. Ni se spomnila nesreče, ni se spomnila, kaj je pripeljalo do nje. Ona in njena družina so namigovali, da gre za POTS. Da je POTS, to zdravstveno stanje, ki lahko povzroči omotico in omedlevico, prispeval k temu, kar se je zgodilo, da je morda izgubila zavest. Na sojenju, in o tem bomo še govorili, njena ekipa ni predstavila nobene uradne medicinske diagnoze. Noben medicinski strokovnjak ni pričal. Prav tako ni bilo nobenih dokazov o okvari avtomobila. Ni bilo predstavljenih dokazov o hudi opitosti. Torej so bili predstavljeni dokazi, vsaj strani tožilstva, da je to storila namenoma. In po njenem sojenju leta 2023, kjer je bila spoznana za krivo, je bila obsojena na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta od leta 2037 dalje. In zdaj je veliko novicah zaradi Netflixovega dokumentarca The Crash, kjer je povedala, da ni pošast, da za to nesrečo ni bilo nobenega namena, da je imela doma rada. Ena od stvari, ki jih je povedala v dokumentarcu, je bila, citiram, najbolj logična domneva se zdi zdravstvena nujnost. Ampak ko so jo vprašali, v redu, kako potem ohranjaš nadzor nad avtom, če doživljaš to zdravstveno nujnost, kaj ne? Ni bilo zaviranja, odgovori. Nisem prepričana, ker se tistega jutra ne spomnim, ampak vem, da nič od tega ni bilo namerno, ker to ni v moji naravi. Rad bi malo raziskal. Rad bi raziskal, ali je tam kaj. Zdaj bom čez nekaj trenutkov povabil doktorja Daniela Boberja, forenzičnega psihiatra, da to analizira. Kolikor vem, je dejansko zdravil bolnike s POTS.
Torej, ko slišite, kaj je trdila Šarila, se to ujema? V redu, ampak najprej želim narediti nekaj drugačnega. Želim pregledati sporočila, ki jih je Šarila pošiljala sama sebi, kjer je zanimivo. Poskušali smo najti sporočila, ki se nanašajo na Poca. Mislim, da bo jasno. Pregledali smo vsa ta sporočila. Nismo mogli najti ničesar, kar bi se posebej nanašalo na Poc kot tak, vendar so tukaj omenjene zdravstvene težave. In ali opisuje Poc. In k temu bomo še prišli kasneje, vendar poslušajte datume teh izmenjav v povezavi z nesrečo 31. julija 2022. In na primer, Mackenzina mati, Natalie, bi pričala. O tem bomo tudi še več govorili. Ampak pričala bi, da je bila Mackenzie diagnosticirana s Poc leta 2017. In vendar, spet, kolikor smo lahko videli, ni videti, da bi bila sporočila, ki bi to posebej opisovala. Vendar simptomi, ki jih Mackenzie očitno opisuje, so ti Poc. Naj vam dam primer, kaj mislim. Od Širile 2. julija 2020, torej le nekaj tednov pred nesrečo. Citiram. Tisti, ki sem ga pravkar imela, je bil verjetno najhujši primer izgube zavesti po stopnji bolečine, kar sem jih imela. Strah me je, samo še slabše bo. Zdaj, Dom piše Širili 2. julija 2020. Ampak lahko jemlješ vitamine, ki bodo pomagali pri pretoku krvi. Prav tako še eno sporočilo od Doma, kar pravim je, da tvoje krvne žile ne delujejo pravilno, da bi dovolj krvi prišlo do tvojih možganov. Zato izgubljaš zavest. Tudi od Doma, glavni vzroki za izgubo zavesti so povezani s pretokom krvi. Poskusimo ti dati vitamine, ki to podpirajo. Širila na neki točki odgovori. Torej praviš, da mi primanjkuje vitaminov ali nekaj takega, česar sploh ne vem. Dom odgovori ne. Zdaj pa poslušaj. Ti pogovori o izpadih so se v resnici dogajali že dolgo pred nesrečo. Govorim o letih prej. Poglej tole, iz 8. februarja 2020. Širela napiše. Danes sem imela res hud izpad. Oče Dom napiše. Kako? Kaj se je zgodilo? Šarila, idek, kar pomeni, da sploh ne vem. Kar omedlela sem. In veliko je pogovorov o testih, kar je zanimivo. Glede na to, da njena mama trdi, da so ji diagnozo postavili leta 2017. Ampak če greš v leto 2021, naprimer 25. junija 2021, Dom napiše. Kdaj si se začela počutiti slabo? Je to zato, ker nisi jedla? Širila odgovori. V bistvu me je hrbet začel res močno peči. 29. aprila 2021 Širila napiše. Veš, kolikokrat sem opravila test, pa so mi rekli, da ni nič. 9. februarja 2021. Težko je karkoli narediti, ko te ves čas boli trebuh. 18. februarja 2021 Širila spet napiše. Naredila sem vse možne teste. Nikomur ni mar za mojo bolečino. Mislim, da nihče niti ne verjame v to. 8. februar 2021. Če bi mi rekel, da te boli, ne glede na to, kaj je, bi bil ob tebi, pripravljen ležati s tabo in narediti vse, kar potrebuješ. Očitno tega ne moreš vrniti. Spet piše Širila. 18. marec 2020. Ena Širila piše. Oprosti, dragi, pravkar sem te pustila zaspati. Dobesedno nisem mogla niti hoditi naokoli. Hrbet me je tako zelo bolel. 18. februar 2021. Širila piše. Vsi se obnašajo, kot da bi se hotela ves dan le zviti v klopčič z grelno blazino. Dom piše. Ali obstajajo boljši zdravniki, ki jih lahko obiščeš? Širila odgovori. Noben zdravnik mi ne bo mogel pomagati. 25. junij 2021 Širila piše. Potem je postalo res hudo in dobesedno nič ni pomagalo, da bi bolečina izginila. In potem sem kar naenkrat bruhala. 3. marec 2020 Širila piše. Poskušajo mi predpisati zdravila za anksioznost, kot kaj za vraga. 3. marec 2020. Zdravnik mi pravi, da je trava slaba. Zame, zdaj bom več govoril o teh sporočilih in rad bi slišal mnenje dr. Boberja, da analizira, kaj si misli o tem in ali ona opisuje simptome Poca. Ampak za trenutek bi se rad obrnil na sodišče. Rad bi šel na pritožbeno sodišče, da vidimo, kako so oni gledali na to, kar se je zgodilo na prvi stopnji glede Poca in ali bi morala biti obsodba Mackenzie Širil razveljavljena. Spomnite se, da se je pritožila. To je iz pritožbenega sodišča in v svojem mnenju pišejo, citiram, Šrilova trdi, da dokazi kažejo, da sta bila Šrilova in Russo v dobrem odnosu v času usodne nesreče. Burlinghouse in Raja sta ju videla tik pred nesrečo in nista opazila ničesar nenavadnega. Drugi, ki so poznali Šrilovo in Russa, Growlov, Shipley, Šrilova mati, so prav tako pričali, da sta se zdela zaljubljena.
Širila poudarja, da bi njeno stanje POTS lahko povzročilo zdravstveno težavo, ki je privedla do nesreče, ali pa imela kakšno drugo nujno zdravstveno stanje, kot je srčni napad ali epileptični napad. Širila je domnevala, da bi lahko bila nesreča posledica vožnje z motnjami ali preproste nepremišljenosti, v nasprotju s pričanjem detektiva Heza, da je Širila pogosto vozila moteno ali nepremišljeno, kot je razvidno iz njenih družbenih omrežij. Trdi, da glede na vse te možne druge razlage, pretehtna teža dokazov govori proti sodbam. Esther Sang je pričala, da je zaposlena kot travmatološka kirurginja v medicinskem centru Metro Health. Stranki sta se dogovorili, da je doktorica Sang strokovnjakinja na področju urgentne medicine. Širila je bila pregledana 31. julija 2022 po nesreči. Po medicinski dokumentaciji je Širila poročala o bolečinah, citiram, povsod. Pregled je pokazal, da so njene dihalne poti nepoškodovane. Dihanje in krvni obtok sta bila normalna. Zenice so se normalno odzivale. Bila je prisebna in orientirana. Širilina mati je medicinskemu osebju povedala, da ima Širila v preteklosti POTS, kar lahko povzroči nenavadno povišen srčni utrip pri bolniku. Medicinsko osebje ni opazilo nobenih kardiovaskularnih, nevroloških, sklepnih ali mišičnih simptomov. Niso bili opaženi nobeni simptomi povezani z motnjami spanja, tesnobo, izgubo spomina, dezorientacijo, nepozornostjo ali depresijo. Elektrokardiogram, ki je bil opravljen, je pokazal, da je bila električna funkcija Širilinega srca normalna. Pri navzkrižnem zaslišanju, domnevno s strani obrambe, je dr. Sang priznal, da bi bila raven kisika v krvi 80/2 nenormalno nizka za večino ljudi. Dr. Sang je dodatno priznal, da lahko bolnik s POTS-om doživi omotico ali glavobol. Medicinsko osebje je ocenilo Cheryl približno 2 uri po prijavljenem času nesreče. Oseba, ki je doživela napad ali mini možgansko kap, bi se lahko v 2 urah morda že opomogla. Torej, bistvo je, obstaja razlog, zakaj se je ob oceni zdelo, da nima POTS ali da ni trpela za POTS, vendar morda obstaja razlaga za to. Sodišče nadaljuje in pravi: glede Sherylinga fizičnega zdravja, Natalija, to je spet Sherylina mati, ki je pričala, je videla, da je Cheryl vsaj 2-krat trpela zaradi simptomov POTS. Natalija je opisala svoje razumevanje, da lahko to stanje povzroči nizek krvni tlak in povečan srčni utrip, ter lahko povzroči, da nekdo izgubi zavest. Pri navzkrižnem zaslišanju je Natalija pričala, da so Cheryli leta 2017 na kliniki v Clevelandu diagnosticirali POTS. Natalija se ni mogla spomniti imena zdravnika, ki je postavil diagnozo. Natalija je peljala Cherylo k zdravniku, potem ko je Cheryla enkrat padla na kuhinjska tla. Zdravniki so postavili diagnozo in dali Cheryli tablete soli za zdravljenje stanja. Cheryla bi vzela tablete ali pojedla slano hrano, citiram, po potrebi. Od postavitve diagnoze je bilo nekaj primerov, ko je Cheryla začutila, da ima premalo soli ali da je slabo, in je sedla ter pojedla nekaj krekerjev ali drugo slano hrano. Natalie je priznala, da je Cheryli 2-krat pomagala pri prijavi za vozniško dovoljenje, odkar so ji postavili diagnozo POTS, in nobenkrat ni razkrila te bolezni. Natalie je pričala, da je Cheryla doživela POTS epizodo teden ali 2 pred nesrečo in povedala, da je bila res huda, da že dolgo ni bila tako huda in da jo je bilo strah, da se bo še poslabšalo. Natalie je priznala, da Cheryl ni peljala k zdravniku, niti ni omejila vozniških pravic. Medtem je dr. Sang pričal, da je možno, da je Cheryla doživela zdravstveno nujno stanje, kot je napad ali manjša kap, čeprav je bila videti normalna pri zdravniškem pregledu. Drugi dokazi kažejo, da se ta možna razlaga zdi nerazumna. Na primer, Cheryla je zanikala, da bi imela kakršnekoli zdravstvene težave, ko je zaprosila za vozniško dovoljenje, tako pred nesrečo kot po njej. Poleg tega je nekdo ročno premaknil prestavno ročico nazaj v vožnjo, potem ko je bila v sekundah pred nesrečo prestavljena v nevtralno. Ni bilo predloženih nobenih dokazov, da bi katerakoli zdravstvena težava lahko povzročila, da bi Cheryla hkrati izgubila sposobnost umakniti nogo s stopalke za plin ali pritisniti na zavore, medtem ko bi hkrati namerno upravljala prestavno ročico. Tudi primer nepozorne vožnje ni skladen s forenzičnimi dokazi, ki kažejo, da Cheryla nikoli ni umaknila noge s stopalke za plin, tudi ko je avto zadel robnik, poletel v zrak, pristal in nadaljeval proti zidani steni. Cheryla je svoj primer predstavila sodišču prve stopnje, ki je imelo pravico zavrniti katerikoli del dokazov tožilstva ali pričanj prič, ki so bili neskladni ali kako drugače neverodostojni. Ne moremo reči, da gre za izjemen primer, v katerem dokazi močno nasprotujejo razsodbam sodišča. V redu, kot sem rekel, zdaj želim povabiti dr. Daniela Boberja, forenzičnega psihiatra, da spregovori o tem.
Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, gospod. Začnimo tukaj. Kaj pravzaprav je POC? Kakšni so simptomi POC? Torej, POC je sindrom posturalne ortostatske tahikardije. In to je v bistvu sindrom, pri katerem se vam ob vstajanju poveča srčni utrip, krvni tlak pa se ne spremeni. Simptomi POC so lahko motica, tresavica, utrujenost, dejansko pa je izguba zavesti ali omedlevica nekoliko redka. Torej, tega običajno ne opazimo. Torej, ideja o izgubi zavesti, omedlevici, ne spomnim se, kaj se je zgodilo. Pravite, da je to po vaših izkušnjah redko pri nekom s POC. Zelo pogosto se POC pojavlja skupaj z nečim, kar imenujemo vazovagalna sinkopa, kjer pride do sinkope, torej prehodne izgube zavesti, in res omedlijo. Kar je zanimivo pri tem primeru, je, da pri pravem POC omedlevica ni pogost pojav. In še enkrat pogosto se to zgodi pri nekom, ki leži ali sedi, kot bi bili, ko vozijo avto. Običajno pričakujete, da se simptomi POC pojavijo pri nekom, ki stoji. Zelo sem vesel, da ste to omenili, ker je bil to del, ki sem ga zadnjih nekaj tednov poskušal razumeti. Ko sem raziskoval POC, sem razumel, da gre večinoma za to, če stojiš ali si v nekem položaju, hodiš, ampak sediš v avtu. Zdaj pa za trenutek igraj v hudičevega advokata, ker sem se vedno spraševal. Bil sem kot, kako lahko to sploh deluje? Če sediš tam, nisi. Če je nekdo v burni razpravi ali jezen in sedi ter vozi, ali bi lahko prišlo do epizode hudega POC, kjer bi prišlo do zapleta in nekdo postane omotičen, ali se mu zvrti, ali celo izgubi zavest med vožnjo, med nekakšnim prepiranjem, če samo igram vlogo hudičevega advokata. Možno je, vendar ni verjetno. V redu? To bi se moralo zgoditi natanko ob pravem času ali v pravem trenutku. V redu. In ne bi imel namernega gibanja, ne bi mogel usmerjati avtomobila. Ne bi mogel pospeševati ali zavirati. Ne bi mogel zaviti pod kotom. Torej, če si res omedlel in izgubil zavest, se ne bi mogel vključiti v te namerne motorične aktivnosti, ki jih je ona domnevno izvajala. Naj vas nekaj vprašam. Ali je mogoče, da ima nekdo epizodo POC in se res ne spomni? Da se ne spomni, kaj se je zgodilo? Če je imel nekdo sinkopalno epizodo in je izgubil zavest, je mogoče med izgubo zavesti izgubiti spomin. Kako pravzaprav zdravite ljudi s POC? Torej, obstajajo različna zdravila, ki jih uporabljate. Naprimer, eno izmed njih se imenuje midodrin, ki ga uporabljamo za simptomatsko zdravljenje. Toda patofiziologija POC je zelo zapletena. Vključuje imunski sistem, srčno-žilni sistem, živčni sistem. To je zelo težko zdraviti. In kot psihiater vam lahko povem, da je POC pogosto komorbiden z drugimi stanji, kot so depresija, anksioznost in somatizacijski sindrom. In kaj je somatizacija? V bistvu gre za fizični izraz psihološke stiske. Tako imajo ljudje s POC pogosto tudi psihiatrične simptome. In zanimivo je, da so ženske prizadete 5-krat pogosteje kot moški. In to je zanimivo, ko pomislite na Mackenzie Shirala, kaj ne? Bilo je nekaj pogovorov o tem, ali si je morda skušala vzeti življenje med tem dogodkom. Je bila, veste, zaskrbljena? Je bila depresivna? Veste, prej sem omenil, kaj njena mati pričala ali povedala, da je peljala Shirelo k zdravniku, da so ji leta 2017 na kliniki Cleveland Clinic diagnosticirali POC, da so ji zdravniki dali solne tablete za zdravljenje stanja in naj po potrebi je slano hrano. Ali vam to zveni smiselno? No, zagotovo bi to povečalo vaš krvni volumen in to bi lahko bila ena od stvari, ki bi vas zaščitila pred temi simptomi POC. Ampak mislim, da žal zanjo ni bila ravno zelo simpatična oseba glede na njeno vedenje po zločinu. In mislim, da je na nek način postala simbol starejše generacije, ki gleda na mlajšo generacijo, ki je, veste, v bistvu živela svoje življenja prek družbenih omrežij. In mislim, da so veliko njenega vedenja interpretirali kot pomanjkanje kesanja. Tako da res mislim, da obstaja generacijski razkorak glede tega, kako starejši ljudje to vidijo in kako to vidijo ljudje iz generacije Z.
Ni dvoma, da dokazi proti njej niso bili povezani samo s pospeševalnikom in prestavno ročico ter načinom, kako je bil avto postavljen in kako je trčil v zid. Bili so tudi dokazi o tem, kako se je obnašala po dogodku, torej, da ni pokazala obžalovanja. Tako je povedal tožilec. Poleg tega so bili dokazi, da je prej opazovala tisto cesto. Kaj ne? Šlo je za načrtovanje. Torej, tukaj je bilo veliko stvari. Če se vrnemo k sporočilom, kot sem že prej omenil, piše o bolečinah v trebuhu in piše o bolečinah v hrbtu, po njenih besedah zelo, zelo hudih. Ali je to značilno za nekoga, ki ima POC? To je somatizacija, o kateri sva govorila. Ljudje, ki imajo telesne simptome, ki so pogosto pokazatelj psihološke stiske, to je lahko somatizacija. Torej, če prav razumem, ni izključeno, da je imela POC skupaj z drugimi stanji. Vendar bi bilo malo verjetno, zelo neverjetno, da je bil to prispevajoči dejavnik za nesrečo v tistem trenutku. Samo želim se prepričati, da prav razumem. To je pravilno. Zdaj je jasno, da pritožba zdaj ni utemeljena na krivdi ali nedolžnosti, temelji na postopkovnih zadevah. Ali je bilo zastopanje zagovornika neustrezno, še je POC tukaj dejansko igral vlogo? Ali njen zagovornik ni imel dolžnosti, da bi angažiral medicinskega izvedenca, predložil zdravstvene kartoteke, morda govoril z njenim zdravnikom, ki jo je zdravil zaradi POC? To so vse stvari, za katere mislim, da bi starši trdili, da bi jih bilo treba narediti. Ali se ti zdi zanimivo, da niso poklicali medicinskega izvedenca? Seveda. In mislim, da me to napelje na misel, da so na tej točki poskusili vse mogoče in upali, da bo kaj uspelo. To ne pomeni nujno, da POC tukaj ni bil dejavnik, ampak se mi zdi zanimivo, da tega od začetka niso predstavili kot obrambno strategijo. In spet, razen če mi kdo lahko napiše, da sem kaj spregledal, Jesse, pregledal sem sporočila in nisem videl SMS-ov od Šarile k Šarili. Mislim spet, popravite me, če se motim, sporočite mi. Kjer skozi leta posebej omenja POC? In če imam prav glede tega, ali je to čudno? Ker spet imate to vrstno pričevanje o tem, da so ji to diagnosticirali. Ampak hkrati, veste, v svojih pogovorih o bolečini, ki jo doživlja, tega ne omenja. Se vam to zdi čudno? Ali pa je mogoče, da ni vedela, da to ima? Meni se zdi to čudno. In to so tudi stvari, ki bi jih rad vedel. Kako pogosto je obiskovala zdravnika, ki jo je zdravil za POC? Kako pogosti so bili njeni obiski? Kaj so te zapisi povedali o tem, kako izraziti so bili njeni simptomi, kako pogosto so se pojavljali ali v kolikšni meri so ovirali njeno vsakdanje življenje? Vse ta vprašanja so pomembna, ampak ne pozabimo, da je ta obtoženka stara 17 let. In to je bila Vrhovno sodišče v primeru Roper proti Simons, ki je prepoznalo relativno nezrelost in zmanjšano odgovornost ljudi v tej starostni skupini. In to ne pomeni, da ni bila odgovorna in ne pomeni, da ne bi smela biti kaznovana. Vendar obstajajo, kot je dejalo Vrhovno sodišče, razvijajoči se standardi spodobnosti. In priznanje dejstva, da ljudje v tej starostni skupini včasih delujejo brez razmišljanja, včasih delujejo ne, da bi pretehtali prihodnje posledice svojih dejanj. Zato mislim, da moramo na to gledati tudi skozi to prizmo. Čeprav je bilo vedenje po zločinu za ljudi odbijajoče. In samo na hitro, preden končava. Ne vem, če ste videli, kaj je povedala o dokumentarcu ali kako se je obnašala med sojenjem. Vem, da niste imeli priložnosti, da bi jo sami intervjuvali, ampak nekatere stvari pri njenem vedenju, načinu, kako se obnaša, vam izstopajo. Kaj si mislite o tem? No, spet vse je odvisno od tega, kako pripoveduješ zgodbo. Če bi ti in jaz to pogledala, bi morda to vedenje ocenila kot brezčutno, brez obžalovanja, hladno, kot da je nanjo njena dejanja niso vplivala. Ampak za to generacijo, ki res živi svoje življenje na družbenih omrežjih in v povprečju tam preživi 3 do 4 ure na dan, je to morda povsem običajno. Tako da je res odvisno od tega, kako to razlagaš. Ampak mislim, da si s takim vedenjem ni prav nič pomagala, glede na posledice tega, kar je naredila. Dr. Daniel Bober, hvala, da ste prišli in kot vedno delili svoje misli. Cenim to. Hvala, Jesse. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru. Vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi Peacock.
Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Viber v živo, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.